zadnji briefing pred veliko nagrado Nemčije bo pospešen večinoma vsem dogodkom, ki so se zgodili med kvalifikacijami pri Scuderii Ferrari. Meni, kot sledilcu, navdušencu nad Formulo 1, je nedopustno, kako so si lahko dovolili dvojno okvaro na pogonskem sklopu v tovarniškem moštvu v istem trenutku. In sicer šlo naj bi za dve različni zadevi, pri Sebastianu Vettelu nekaj okrog turbine oziroma interkulerja, odvisno od katerega vira vzamemo, pri Charlesu Leclercu naj bi bila pa okvara na dovodu za gorivo. Vsekakor je šlo za slabo kontrolo kvalitete, za slabo preračunanje, za slabo pripravo na slabo dirko. Imamo 6 pogonskih sklopov v vsaki dirki Formule 1 pri Ferrariju in nedopustno je, da prav tista glavna dva, tista pri tovarniški ekipi, zatajite v trenutku, ko so imeli res dobro šanso biti v prvi štartni vrsti. Namreč spomnimo se, bili so enkrat tako na prvem, drugem kot tretjem prostem treningu in karakteristike proge so jim bile pisane na kožo. Zopet smo videli, da ukolikor je možnost Ferrarija, da bi lahko presenetila, Mercedes pride nekaj vmes. Tako smo imeli na veliki nagradi Avstrije problem za samo strategijo in Charlesom Leclercem, kateri ni bil pripravljen na Maxa Verstappena, da ga bo prehitel. V veliki nagradi Kanade je Sebastian Vettel poskrbel v večini za to, da so izgubili zmago v Bahreinu in tudi tukaj na veliki nagradi Nemčije smo pa videli tehnične okvare, katere so ustavile pohod na prvo zmago v tej sezoni. Seveda, vse se še lahko zgodi na dirki, da nekdo začne iz 10. mesta, drugi pa iz zadnjega mesta na štartnem razporedu, ni dober obet in daje izjemno majhne možnosti za zmago. Tu je še en problem. Sebastian Vettel je imel okvaro v območju turbine. Ne ve se točno, kaj je, ukolikor bo primoran menjati turbino in naprimer MGUH, katera sta spojena skupaj, bo to pomenilo, da bo v tej sezoni uporabil že tretjo. Vsaka naslednja menjava in smo komaj na polovici sezone, bo pomenila kazenska mesta, kar je še drugi močan udarec. In prav, kdo je odgovoren za vse te zadeve? Mattia Binotto. O tem sem govoril v posebnem prispevku že preden se je to zgodilo, v začetku te sezone, zgleda, da sem imel nekako prav, da sem pravilno videl, kajti zgleda, da je ta organizacija, katera pri Ferrariju očitno ne deluje, ena izmed zadnjih zapuščin Sergija Marchiona. Njegova je bila ta ideja o tej horizontalni ureditvi v ekipi, izgleda po rezultatih in po dogodkih, da tam močno pešajo. In tisti, ki je za vse odgovoren, je Mattia Binotto, kljub temu, da so ga mnogi novinari kovali v zvezde, primerjali z drugimi iz preteklosti, rezultate smo videli danes na kvalifikacijah. Nedopustno, z eno samo besedo, nedopustno. Pri Mercedesu niso imeli težkega dela, kajti izgubili so tistega najboljšega nasprotnika in edinega, ki jih je lahko na papirju resno ogrozil. Po drugi strani, Max Verstappen je bil enkraten v kvalifikacijah. Drugo mesto je bilo več kot tisto, kar sem lahko pričakoval od njega. Valtteri Bottas mu je seveda pomagal, kajti imel je bolid, ki je bil sposoben prve štartne vrste, kot ponavadi je izgubil tisti lesk bolj, ko se gre proti sredini sezone. Problem je pa v tem, da tako Max Verstappen kot Pierre Gasly nimata tistih pravih pneumatik za začetek dirke. Verstappen jih je sicer hotel uporabiti, govorim o medium, rumenih pneumatikah, je imel tudi on težave s pogonskim sklopom, zato je tisti svoj drugi poizkus v drugem delu kvalifikacij Q2 opravil na soft mehkih. Pierre Gasly sploh ni začel kvalifikacij na tistih srednjih pneumatikah, tako da sta edina za medium kompletom pneumatiko na začetku dirku oba voznika Mercedesa. Kar je bila tista idealna izbira, tudi po mojem, tudi v prenosu ste lahko to slišali, izgleda, da je uspelo samo dvema. Videli bomo, kaj nam bo tudi Pirelli povedal kot tisto najboljšo strategijo, videli smo tudi na prejšnji dirki, veliki nagradi Velike Britanije, da njihove, bom rekel, predvidenja se ne izkažejo zmeraj za resnična. Treba je biti pozoren tudi malo na tiste slabše ekipe, naprimer Williams, v kateremu se seveda upravičeno posveča mnogo pozornosti in tudi kljub temu, da ste bila spet oba zadnja, tako Kubica kot Russell, je njihov napredek očiten.
Zaostanek za pole positionom je bil danes samo 2,3%, kar je velik napredek od približno tistih 3,5%, ki smo jih videli še na začetku leta. Seveda, daleč so še od tistega predzadnjega, tudi tisti ostali delajo velike korake naprej, a situacija se izboljšuje. Od tistih, ki so naredili velik korak naprej, moram poudariti Racing Point. S tistim novim pokrovom pogonskega sklopa so dobili dodaten zagon, Sergio Perez je pokazal, da je dober voznik in bolid, da ni tako slab, kot smo mislili. Seveda, Lance Stroll ni na njegovem nivoju, lovi se še, nima izkušenj, ni tak talent izjemen, sem zmeraj poudaril, da je soliden voznik, ne tako slab, kot ga drugi opisujejo, a vseeno ni tako superioren, da bi bil na nivoju Pereza. Vsekakor, tehnično so pokazali velik skok naprej. Vsekakor je na tej veliki nagradi Nemčije, 125. obletnica Mercedesa v motošportu in 200. dirka Mercedesa kot konstruktorja v Formuli 1. A to nobenemu ne da izgovora, da se jim tako olajša delo, kot so danes to naredili pri Ferrariju. Zelo sramotno je tisto, kar so pokazali v boksih, tehnično, in dvomim, da bojo kaj hitro to zadevo lahko popravili. Pri Red Bullu bi lahko presenetili, a dvomim, da so tako močni, da jim bo to jutri ratalo, če se ne bo zgodilo kaj nepredvidljivega. Ostali pa po enim bolidom v Q3, zelo skupaj, zelo mešano, kar nam lahko da dober obet za tisti pravi boj. A namesto, da bi bil ta boj na začetku, kjer bi ga večina navdušencev tudi rada videla, bo v tisti srednji skupini, v tisti skupini, ki se bori za tiste točke okrog 7. do 10. mesta. Seveda, Sebastian Vettel s Ferrarijem SF90 lahko pride do točk. Tudi Charles Leclerc z 10. mesta lahko pride do točk. A ne bosta se mogla boriti, če ne pride kaj nepredvidljivega. Za, na primer, stopničke, o zmagi pa sploh ne moremo govoriti. Seveda se jutri lahko zgodi še vse, toplo je, nevihte še niso 100% izključene, a kljub vsemu tisto, kar smo videli danes na kvalifikacijah, je bilo iz vidika Scuderie Ferrari porazno. Vsekakor pa vabim vas jutri tudi na prenos na Facebook kanal v živo, kjer bomo spremljali dogajanje na dirki. Drugače pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.